Na jezerski promenadi na Bledu je bilo v poletni sezoni pestro. Poskrbljeno je bilo za kulinarične dobrote, športne in festivalske aktivnosti, umetnost ter glasbo na enem mestu. V sklopu Okusov Bleda, ki so v poletni sezoni potekali kar 8-krat, smo imeli možnost razvajati svoje brbončice s tradicionalno kulinariko, ki je ponekod že zamahnila v pozabo. Ena izmed lokalnih specialitet, ki jo je bilo možno poizkusiti na Okusih Bleda, je posmodulja. Ta velja za tipično gorenjsko jed iz testa, česna in sira. Nanjo se lepo odzivajo tako domačini kot tudi turisti. Moram reči, da smo zelo zadovoljni, zelo veliko je obiska. Nas je pravzaprav to zelo presenetilo, kajti mi smo vsi člani turističnega društva, ki delamo tukaj prostovoljno, opravimo res zelo veliko število prostovoljnih ur, vendar smo veseli, ko vidimo, kakšen je odziv naših gostov na to našo posmoduljo, na ta inovativen produkt in tako nam prav zato to sigurno ni odveč. Predsednica turističnega društva Bled nam je zaupala, da se mnogi zelo radi vračajo na posmoduljo. Ena izmed tistih, ki se rada vrača, je Metka Švigelj. Mi je všeč največ, ko grem tukaj po posmoduljo, ne poskušam drugih idej. Pod znamko Okusi Bleda je bilo kar nekaj lokalnih ponudnikov, ki ponujajo kulinarične dobrote. Inovacija, ki jo je bilo možno poizkusiti, je limonada z okusom manga in pasijonke. Ja, glih prvič v bistvu probavam limonada z okusom manga. Odlična zadeva, zelo osvežujoča, ravno prava za ta sončen, lep dan. Še vedno pa ljudje radi posegajo po tradicionalni kranjski klobasi. We just wanted to try what is a traditional food here. And it was barbecue and it's sunny, why not? It's fantastic, yeah, we all do really enjoy it. Jaka Ažman, direktor Turizma Bled, nam je zaupal, da so v letošnji sezoni poleg uličnih okusov Bleda pripravili tudi premium inovacijo. Za posebne priložnosti se okuse Bleda iz ulice in lokalnih restavracij premakne kar na gladino Blejskega jezera. In prav tam je poskrbljeno za kulinarično razvajanje. Tako da okusi Bleda zelo dobro sprejeti, kar 8-krat so bili v tem letu. Tako tuji gosti kot lokalni so jo lepo sprejeli, tako da mislim, da je to prava pot, da gremo naprej in ko bomo imeli tisto lepo novo promenado, bomo to, kar smo sedaj naredili, samo postavili v tiste prave okvirje. V času poletne sezone smo lahko uživali tudi v umetnosti in koncertih, ki so bili v sklopu Blejskih dni, festivala Bled, festivala Okarina, srečanje harmonikaric in harmonikarjev. Tudi športne aktivnosti niso manjkale, saj je potekala jubilejna nočna desetka, 14. triatlon Bled, športno in alternativno. Nataša Teran iz društva Kreativ nam je zaupala, da v sklopu športno in alternativno spodbuja ljudi, da preizkusijo še v drugačnih športnih aktivnostih. Danes se lahko mimoidoči preizkusijo v različnih cirkuških spretnostih, če lahko tako rečem, slacklineu, pole danceu, potem žongliranju. Kasneje bo tamle na asfaltu tudi predstavljen sirvil, to je tak večji krog. Skratka, pač zabavno bo za vse. Na jezerski promenadi je bilo možno preizkusiti različne športne pripomočke. Eden izmed teh je bil sirvil, ki je cirkuški rekvizit in se uporablja za vrtenje s celim telesom. Ja, ta sirvil obroč je v bistvu neka cirkuška zadeva, ki se je začela uporabljati v cirkusu. Izumil je Daniel Sir, uporablja se pa v bistvu za vrtenje s celim telesom. Je podoben kot hula hop, samo da se tle vrtiš, pač človek stop noter, tako na te točke in se pol zavrti. To bilo najboljš pokazati, se ne da to dobro povedati. V bistvu pa združuje neko gimnastiko pa ples. Jaka Ažman, direktor Turizma Bled, nam je zaupal, da so z letošnjo poletno sezono zadovoljni in že v polni pripravi na zimsko. Sezono, če ocenimo sedaj, čeprav nimamo še čisto vseh podatkov zbranih za avgust, lahko rečem, da je sezona primerljiva lanskoletni. Res, da je bilo junija malce več obiska, julija tudi, če pa vse skupaj ocenjujem, pa lahko rečem, smo lahko vsi zelo zadovoljni. Se pravi, celotno turistično gospodarstvo. Bled je res dragulj sredi izjemne pokrajine, ki pa poleg svojih naravnih lepot skrbi tudi za pestro dogajanje.